Prvi nivo dostopnosti je spletna dostopnost, da lahko uporabnik pred obiskom muzeja preveri delovni čas, kontakte, kakšne so možnosti pristopa z javnim prevozom in katere vsebine so prilagojene, pa tudi seveda, če ima muzej neke tehnične pripomočke, kot so lupe, audio vodiči in tako naprej. Sem Antun Smerdel, od rojstva sem slep, po poklicu sem diplomiran univerzitetni ekonomist. Trenutno pa delam na Arhivu Republike Slovenije, kjer je ena izmed mojih nalog tudi skrb za dostopnost. Slepi in slabovidni v bistvu gre za dve različni skupini z različnimi potrebami. Za slepe je zelo pomembno, da najdeš lahko vhod, zato je čisto dostopen prepražnik in potem taktilne oznake po tleh, da prideš do informacijskega pulta, kjer je potrebna neka ustrezna razlaga za gibanje po stavbi. Ogledali bi si razstavo v 3. nadstropju. Lahko mogoče ponudim lupo z lučko ali pa tipni tloris 3. nadstropja? Lupa ni treba, karton tloris pa lahko je. Ja, tipni tlorisi objektov so sicer v redu stvar, da se lahko znajdeš, če slučajno prideš sam, drugače pa za slepega veliko boljše, če pride v nekem spremstvu, ker potem energijo, ki bi jo porabil za ogled razstave, moraš porabiti v bistvu, da se giblješ po stavbi, če sam prideš. Za slabovidne je zelo pomembno, da je razstava ustrezno razsvetljena, pa ne samo zaradi to, da se vidi predmete, ampak tudi zaradi samega gibanja, da se ne zaletavaš v vitrine in ostale predmete v prostoru. Za slepe in slabovidno je zelo fajn, če razstava vsebuje replike predmetov, ki potem dajo v bistvu slepemu občutek, kakšen je originalni predmet. Najboljše izvedba razstave oziroma vodstva za slepe je pa, če imamo veččutno vodstvo, ki vključuje tudi vonj, okus, zvok in tako naprej. Čupe so izdelovali ribiči sami in z njimi ribarili na območju med Trstom in Vilim. Ja, ta razstava je fajn, ker ima dosti predmetov, ki se jih da potipati. Vseeno pa za slepe najboljše vodstvo, ki je prilagojeno in vodeno. Z vidika slabovidnih bi bilo pa fajn, vsaj v času vodstva, da so vitrine nekako bolje osvetljene, bolj označene, s kontrastnimi trakovi, z različnimi svetlobnimi učinki. To se mi zdi malo visoko, če ležiš glavo govdati. Zaželeno bi bilo, da bi muzeji sodelovali s slepimi uporabniki in sicer na ta način, da ko se razstava pripravlja, da nekdo, ki je slep, pride in pomaga pri postavitvi razstave, ker edino v bistvu slep uporabnik ve, kaj je najbolj ustrezno za slepega obiskovalca.